Če živiš v hribih, s snežnimi plazovi, pač srečaš že zelo zgodaj, Sploh, če hodiš po zimu v hribe. Tako malo bolj aktivno sem se pa s plazovi začela ukvarjati na faksu, kjer smo imeli predmet naravne nesreče. Takrat ga je vodil še doktor Milan Orožen Adamič in je prišel predavati magister Miha Pavšek pač o snežnih plazovih in sem se takrat odločila, da naredim eno seminarsko nalogo, ki je potem prerasla v diplomsko nalogo in potem na koncu še v doktorat. Posredno sam s snežnimi plazovi, to prvi doktorat, če gledamo samo na snežne plazove, v bistvu občina Tržič ena taka črna točka v Sloveniji, Če odštejemo žrtve, ki so bile pač zaradi snežnih plazov v prvi svetovni vojni, pravzaprav, je to območje, ki ima največ smrtnih žrtev. Se pravi, mislim, da kar 23 do zdaj. Tako da je to res eno tako območje, ki je zelo prizadeto zaradi snežnih plazov. Pa tudi na splošno tako okolje je gorsko, ki je podvrženo pač naravnim nesrečam. Tukaj so predvsem pogoste hudourniške poplave, kakšni skalni podori, kakšen zemeljski plaz. Ni pa zdaj takih, recimo, barjanskih poplav, kakor jih poznamo, recimo na Ljubljanskem barju. Geografija je zelo ena taka veda, ki je zelo široko gledana en pojav, Se pravi, ga res probamo raziskati z vseh možnih zornih kotov, Se mu posvetimo že tako, kako pač nastane, kakšni so sami procesi, pa tudi kako in na kaj vplivajo, se pravi, vplivajo na človeka, kako na njega vplivajo, kako vplivajo na naravo, na spreminjanje okolja, na človekovo delovanje v enem okolju, To so vse ene taki pogledi, ki jih v bistvu z geografskim znanjem lahko lažje in boljš predstavimo in razumemo v končni fazi. Če mi en pojav poznamo, se bomo nanj lažje pripravili, lažje ga bomo razumeli, in s tem tudi bomo boljš v bistvu lahko sprejemali odločitve, ali bojo to pač odločitve, ali bomo šli na pot ali ne, kako se bomo tam obnašali, in v končni fazi tudi, ali bomo zdaj posegali v naravo s kakšnimi gradbenimi ukrepi, ali bomo pogozdili neko območje, Se pravi, bolj, ko poznamo, lažje preprečimo, ali pa preusmerimo nek dogodek, Po zaprtju smučišča Zelenica, so tukaj ostale tudi pač ene stavbe, ki zdaj od takrat bolj ali manj propadajo, in je fino, da v bistvu jim damo eno novo dušo, eno novo vsebino. In glede na to, v kakšnem okolju pač so, da se tukaj dogajajo različni naravni procesi, naravni pojavi, pa da tukaj poznamo tudi veliko zaščitenih vrst, To je en tako območje, kjer lahko tudi širši javnosti predstavimo, kakšne stvari se dogajajo v enem alpskem prostoru, kako človek s svojim delovanjem vpliva na en prostor, kako vplivamo na živali, kako vplivamo v bistvu tudi na procese. Vsi ti pojavi so med sabo povezani in to smo hoteli v bistvu razložiti v enem pač prostoru. Upamo, da bomo ta projekt tudi dobili. Vsi se zelo veselimo, ker smo se res na kupu nabrali različne glave z različnih področji in se nam zdi, da je to en dober korak naprej. Trenutno je stvar v fazi priprave, zato da ko bojo primerni razpisi, da bomo mi se tudi lahko prijavili nanje. Tukaj na Zelenici se veliko dogaja s snežnimi plazovi. Vemo, da je to en tak območje, kjer so pogosti plazovi, Veliko je bilo smrtnih žrtev, vsak let se pojavljajo. In glede na to, kakšna je frekvenca ljudi tukaj gor, ker je res to območje zelo dostopno, se pač tudi s to službo za varstvo pred snežnimi plazovi se opozarja ljudi, probamo res natančne informacije, merimo vremenske pojave, temperaturo snega, opazujemo nenehno tudi snežno odejo, da vidimo, kaj se dogaja, da tudi lažje opozorimo obiskovalce na nevarnosti, ki jih čakajo. Pri nas za opozarjanje pred snežnimi plazovi skrbi Agencija Republike Slovenije za okolje. Oni delajo pač lavinski bilten, ki velja pač po posameznih območjih v Sloveniji, se pravi, so to Julijske Alpe, Karavanke, pač po različnih delih. Za to območje, v bistvu območje občine Tržič, imamo pa še eno tako lokalno službo, ki pa v bistvu bolj na lokalni ravni
opozarja na tiste nevarna območja. Ne. To je v bistvu edina služba pri nas, ki res skrbi za en lokalno območje. Ne. Zmeri bolj se upošteva ta opozorila, ne bomo pa nikoli vseh dosegli in vsem preprečili, da grejo tudi v ekstremnih razmerah na eno pobočje. Ne.